Drage sestre, dragi bratje, ves evangelij diši po Božji ljubezni. Je kot steklenička z rožnim oljem iz vrtnic. Gre za veselo oznanilo v veselem oznanilu, gre za Božjo naklonjenost. Božje usmiljenje je onkraj dosega našega umevanja. Bog nas ne ljubi zato, ker smo mi dobri, ampak nas ljubi zato, ker je On dober. Ljudje vidimo greh, Bog vidi odpuščanje. Vse drugo so karikature Boga, ki so zmota, plod človeške domišljije in nepoučenosti. Ime Jezus pa pomeni Bog rešuje. Zato slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je molitveno srečanje. Srečanje je priložnost, da se osebno v molitvi priporočimo Bogu, sebe in vse tiste, ki jih nosimo v srcu. V sredo 17. septembra ob 19. uri bo v cerkvi preučevanje Svetega pisma z možnostjo diskusije in vprašanj. Tema diskusije je: zakaj nam Bog dopusti proste roke pri odločitvah? V četrtek ob 9:30, torej dopoldan ob 9:30, bo srečanje starejših sester v cerkveni hiši. Naslednjo nedeljo, 21. septembra ob 10. uri, smo spet vabljeni na osrednje tedensko bogoslužje. Danes po bogoslužju, torej tam nekje 11:30, je kratek roditeljski sestanek veroučnih otrok v cerkveni hiši. Veroučnih otrok v cerkveni hiši, torej danes po bogoslužju roditeljski sestanek. Danes po bogoslužju ob 12. uri, tudi po kavi in druženju zunaj, pa je cerkveni krst s potapljanjem v krstilnici odraslih oseb v krogu njihovih družin, sorodnikov, prijateljev in kdor želi se pridružiti. Tudi za naslednji krst v naslednjih dneh je že 5 novih prijav. Danes bodo sklenili krstno zavezo Tamara, Zala, Živa in Gregor. V soboto 20. septembra 2025 je organiziran pohod po Trškogorskih hribih. Dobimo se ob 9. uri pri gasilskem domu na Otocu. Od tam gremo z avtomobili do Grčevja, kjer bomo pustili avtomobile in se peš podali proti vrhu do Turna, nato bomo graščaki proti Hmelniku. Od Starega gradu pa vse do Hmelnika. Pohod traja dobri 2 uri, ni kar tako biti graščak ali pa graščakinja. Težavnost pohoda je lahka, vseeno je potrebno malo kondicije in vzdržljivosti, no priti v nebesa je še lažje. Samo verovati. Ob vrnitvi nazaj se bomo ustavili v Grčevju pri Vrbetičih, kjer nas bo čakala prava, bogata, belokrajinska malica. Pohod bo vodil Aljoša Vrbetič, prijave zbira Rebeka Jovanovič, denarni prispevek za kritje stroškov malice je 5 evrov na osebo. Zdaj pa prosim, da se dvigneta Aljoša in Rebeka, tako da vidite, kdo je to, če se želi kdo udeležiti in prijaviti. Hvala Borisu Kovačiču in Darku Kosu, ker sta na takšni višini prebarvala in zaščitila milenijski križ, vrisano versko znamenje na zelenici za cerkvijo. Naslednjo nedeljo, 21. septembra ob 17. uri, naslednjo nedeljo ob 5. popoldan, dobro prisluhnimo, bo v naši cerkvi koncert mladinske skupine Eben Ezer iz evangeličanske cerkve Murska Sobota. Med koncertom bo tudi predstavitev tečaja Alfa, ki se začne konec septembra. Na koncert in Alfa tečaj povabimo sorodnike, znance, skratka vseh 7 milijard ljudi. Prijave za Alfa tečaj zbira duhovnica dr. Katja Brkič Golob
Zdaj pa vabim brata Johna Kera, oziroma na koncu, ko končam z obvestili, da bo tudi on kot soorganizator povedal nekaj o alfa tečaju. Duhovnik dr. Peter Golob je danes v Evangeličanski cerkvi Ljubljana, kjer nadomešča duhovnika. Zdaj pa nekaj zame. V Moravskih Toplicah v Prekmurju od 3. do 5. oktobra skupno srečanje mladih pod sloganom Vikend z odprtim srcem. Torej vsi mladi zdaj oktobra od 3. do 5. v Moravskih Toplicah za mlade, vseh generacij, ne? Jaz ne, očitno. Vikend z odprtim srcem. Tako, zdaj bi pa prosil še brata Johna Kera in prevajalko, da pridejo in da nekaj pove o alfa tečaju. Please. Dobro jutro. Dobro jutro. Sorry, that's the extent of my Slovene for this morning. Tukaj pa se moje znanje slovenščine konča. Katja asked me to introduce Alpha, Katja me je prosila, če lahko malce predstavim alfa tečaj. which, as you are aware, starts on the 26th of this month, Kot ste že slišali, se začne 26. septembra and it will be on every Friday for 10 weeks. It's starting at 7 o'clock. in tečaj bo trajal 10 tednov, vsak petek, pri čemer se začne ob 19. uri, torej ob 7. uri zvečer. Some of you here will probably know what Alpha is about, but I'm sure there's quite a few probably that may not. Morda je kdo od vas že slišal, kaj alfa tečaj je, prepričan pa sem, da marsikdo od vas pravzaprav tega še ne ve. Alpha it was originally designed as an outreach course. Alfa je bil sprva narejen kot način za evangelizacijo. By 3 pastors in a church called Holy Trinity Brompton in the UK in 1977. Torej leta 1979 so 3 pastorji, ki so prihajali iz cerkve, ki se imenuje Cerkev Svete Trojice, osnovali ta alfa tečaj. They wanted an informal way to reach out to the community, to tell people about Jesus, and to give them an opportunity to ask questions about things that they didn't understand about what Christianity means. Torej želeli so na tak način doseči skupnost, predvsem na način, da govorijo o evangeliju in da ima prav vsak priložnost vprašati različna vprašanja glede tega, kdo je Jezus, kaj je krščanstvo. And it was so successful that by 2010 the course had actually gone nationwide and actually gone out into other countries as well. In do leta 2010 je ta tečaj doživel tak uspeh, da je postal pravzaprav večnacijski, mednarodni. And now the course is run in countries all around the world. Sedaj ta tečaj teče po državah, deželah po svetu. Our son is in Kuala Lumpur, and when we go to visit him, we go to a church that has alphas running continuously all through the year for Chinese, for Asian people and for Europeans. Torej tečaj se odvija celo v Kuala Lumpur, to je v Maleziji, kamor midva včasih greva, in tam je organiziran za Kitajce, za Vietnamce, za Evropejce. As I said, it was designed as an outreach course. It's a 10-week course, and it's designed for people to be able to relax. They're not in a situation where they feel somebody's preaching at them all the time. Torej gre za tečaj, ki je narejen na način, da je zelo, zelo prosto zasnovan. Na nek način traja 10 tednov, pri čemer se nikogar ne sili, da bi moral karkoli povedati. And they're free to ask questions about Christianity that otherwise, sitting in a church, listening to a pastor, you don't get the opportunity to ask. Vsakdo pa ima možnost kaj vprašati. Nihče nima občutka, da se mu tam pridiga, zagotovo pa je to priložnost, ko vsak od nas lahko postavlja kakšno vprašanje, ki jih sicer med nedeljskimi bogoslužji malo težje postavljamo duhovniku, ko govori. It has quite a simple format. We just start with refreshments.
Then we watch a video by a man called Nicky Gumbel, who's one of the people who established Alpha in the UK and around the world actually. Torej, način tečaja poteka tako, da najprej začnemo s kratko osvežitvijo, torej kratkim prigrizkom, nato sledi ogled filmčka, ki je seveda opremljen s slovenskimi podnapisi. Na filmčku bomo poslušali duhovnika Nikija Gumbla, ki je tudi eden izmed začetnikov tega tečaja. And then we split into groups and we discuss what's been shown on the video, and also it's an opportunity for people to ask any questions that they might have. Nato pa sledi razdelitev v manjše skupine, kjer poteka odprta debata, diskusija, kjer vsakdo lahko postavlja različna vprašanja, se druži in na tak način tudi krepi prijateljske vezi. And although the course was designed originally for non-believers, it's actually a very good tool for Christians as well. Čeprav je sprva bil tečaj osnovan na način, da doseže ljudi, ki še ne verujejo, pa ugotavljamo, da je pravzaprav zelo dobro orodje tudi za vse kristjane. It helps you to look at what you believe, why you believe it, the evidence around Christianity and Jesus, and how it can all relate to us. Pomaga nam pravzaprav razumeti, kaj verujemo, zakaj verujemo, dobimo tudi določene dokaze glede nastanka Svetega pisma, predvsem pa je to način, da lahko ojačamo svojo vero. And it also, you start to understand the questions that non-Christians might have, which can help you in your own personal evangelism. Na nek način nam ta tečaj pomaga tudi razumeti številna vprašanja, ki jih imajo ljudje, ki še niso verniki, in to nam tudi pomaga, da jim znamo odgovoriti. It's a fun course, and I would encourage as many of you as possible to sign up and join us on the course, and also to reach out, and if you've got family members that you think might have questions about Christianity, encourage them to come along. Again, friends and neighbors too. Torej, tečaj ni dolgočasen, je zelo zabaven, zato ga priporočam prav vsakomur, da se ga udeleži. Prav tako naprošam, da povabite svoje prijatelje, sodelavce, vse, ki imajo kakršnakoli vprašanja glede krščanstva, kajti tečaj je res sodobno zasnovan in lahko koristi prav vsem. And if you want more information about the course, you can either ask me, myself, Katja, Peter, Nina and Gregor, and Irena, who are part of the leadership team. Torej, če imate še kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na vse tiste, ki sodelujejo pri vodenju, to pa sta John in Ann Kerr, potem imamo Gregorja in Nino Žnidaršič, imamo tudi Ireno Jerman Polenšek in seveda jaz in moj mož Peter. I'm in trouble now for nearly forgetting Anne. Sedaj bom imel težave, ker sem spustil svojo ženo. Thank you very much. Hvala. Hvala Johnu za tako lepo predstavitev in tudi jaz v imenu cerkve toplo priporočam, se splača, res, ne bo vam žal. Zdaj pa zapojemo vsi skupaj pesem, ki pravi: Bog Oče nam poslal je Sina.
Amen, slava Bogu, izvolite sesti. Biblično vodilo današnje nedelje so Jezusove besede: karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Prisluhnimo še poeziji 112. psalma. Psalmi so pesmarica Svetega Duha. Dobro je možu, ki je milostljiv in posoja, ki svoje reči ureja pravično. Zakaj na veke ne bo omahnil, za večen spomin bo pravični. Ne boji se zlobne govorice, njegovo srce je trdno, gotovo v Gospodu. Njegovo srce je stanovitno, ne boji se, dokler gleda na svoje nasprotnike. Razdeljuje, daruje ubogim. Njegova darežljivost ostane na veke. Njegov rok se vzdiguje v slavi. Vabim k priznanju grehov. Usmiljeni Gospod, prosimo te, odpusti nam, ker nam ne uspeva vedno živeti po kraljevskem zakonu ljubezni, ki je izpolnitev postave in prerokov in presega moralo in religijo. Odpusti nam, ker pozabljamo, da je krščanstvo več kot so besede. Kajti pravi preizkus naše vere je, kako ljubimo svoje sovražnike. Ne zmoremo odpuščati kakor ti, ker smo samo ljudje, a naj to ne postane izgovor za našo nedejavnost. Če bomo čakali, da naredimo veliko dobrega šele nekoč, ne bomo nikoli ničesar naredili. Zato hočemo delati majhna dejanja z veliko ljubeznijo. Žal nam je za vse, kar delamo narobe. Popelji nas na pot krščanskih vrlin vere, upanja in ljubezni. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Besede milosti in slavospev razveseljujejo našo dušo rekoč: bližajmo se torej zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Zato slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k molitvi. Sočutni Bog Oče, hvala ti, da svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z neizmernim usmiljenjem in prizanašanjem, ne pa z ostrino svoje sodbe. Občudujemo tvoje usmiljenje, ki je nepogrešljiva razsežnost tvoje ljubezni. Naj dojamemo, da nam nisi dal dveh src, enega, da z njim ljubimo tebe, in drugega, da z njim ljubimo ljudi. Z istim srcem, s katerim ljubimo tebe, moramo ljubiti tudi ljudi. Naj končno dojamemo, kaj pomeni tvoj nauk, blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Draga Božja cerkev, sestre in bratje, vsi prisotni, v nadaljevanju bomo slišali berilo, skupaj pa zapeli nekaj čudovitih pesmi. Ena od teh je Takšna ljubezen, Božja ljubezen.
lahko sedete. Večkrat sem se spraševala, kako Bog pravzaprav izgleda. Ljudje so skozi zgodovino ustvarili različne podobe Boga, ki pa so bile le odsev njihove domišljije. Nekateri pa ga še vedno vidijo kot starca z dolgo brado, drugi kot nevidno silo, tretji kot luč. A če smo iskreni, nobena od teh podob ne more zajeti resnice. Boga nihče ni videl, zato ga tudi ne moremo naslikati tako, kot bi naslikali človeka. Kljub temu pa verjamem, da Boga vseeno lahko vidimo. Ne skozi oči, ampak skozi srce. Prisluhnimo današnjemu berilu, ki je iz 1. Janezovega pisma, 4. poglavje, 7. do 12. vrstica. Bog je ljubezen. Ljubi. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Ljubezen je v tem. Ne v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Ljubi. Če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas postala popolna. Prebrani odlomek odgovarja na vprašanje, kdo ali kaj je Bog. Bog je ljubezen. In to ne neka abstraktna ljubezen. Bog je ljubezen vseh ljubezni. Ta ljubezen je ves čas okoli nas. Ne moremo je videti, kot tudi ne vidimo Boga, lahko pa jo občutimo. Zgodi se, ko čutimo toplino bližnjega, ko nekdo pokaže iskreno dobroto, usmiljenje in odpuščanje. Zgodi se, ko doživimo mir, čeprav je okoli nas hrup in nemir. In predvsem se zgodi v ljubezni, v tisti čisti ljubezni, ki ne išče koristi, ampak preprosto daje. Daje in žrtvuje sebe, da bi mi lahko živeli. Ta ljubezen ima še eno ime. Jezus. Zame je Bog prav to. Ljubezen. Ne kot beseda, ki jo izrečemo na hitro, ampak kot moč, ki nas povezuje in drži po konci, tudi ko se vse zdi težko. In čeprav ga ne moremo videti, ga čutimo vedno, kadar ljubimo in kadar smo ljubljeni. In takrat vemo, da je blizu. In Bog nam je blizu danes, zdaj, prav v tem trenutku. In tudi mi bomo pokazali našo bližino tako, da ga bomo slavili in častili. Zato nas vabim, da ostanemo in s iskrenim srcem zapojemo naslednje pesmi, ki so lahko tudi naša skupna molitev. Sam kaj sam
Bog Oče, hvala ti za tvojo neizmerno ljubezen, s katero nas obdajaš in povezuješ. Bog Jezus, hvala ti za tvojo nesebično žrtev, s katero si nam naklonil večno življenje. Hvala, ker nas ljubiš in nam daješ moč, da zmoremo odpuščati in ljubiti. Pomagaj nam, da bomo vsak dan bolj podobni tebi. Slavimo te in častimo. Amen. Pred nami je zakrament Gospodove večerje. Jezus je učencem naročil, naj pripravijo obednico za poslednjo večerjo. Tudi mi moramo pripraviti obednico svojega srca. Kristus prihaja k nam kot darovan v podobi prelomljenega kruha. Za hrano nam daje samega sebe kot kruh večnega življenja in kot vino večnega odrešenja, ki kot pijača predstavlja svatbo, slavje in veselje. Evangelist Janez je postavil opis Gospodove večerje tudi z umivanjem noge, s čimer je izrazil Božje služabniško služenje ljudem, kajti prava ljubezen, kot smo slišali, vedno služi. Komu bom umival noge, če sem sam? Janez je 3 drame, umivanje nog, ustanovitev Gospodove večerje, križanje in vstajenje od mrtvih, združil v eno veliko dramo, tako kot sta Oče in Sin in Sveti Duh en Bog. Draga Božja cerkev, Jezusova molitev, Oče naš, je molitev celokupne cerkve. Molimo jo vsi kristijani sveta. To je največja družina na svetu. Tako nas vabim, da vstanemo in molimo Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od zakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. In bomo tako v edinosti med seboj in v edinosti z vsemi kristijani, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki smo povabljeni na jagnjetovo svadbeno gostijo. Med obhajanjem Gospodove večerje prisluhnimo glasbi skladbe, ki pravi: Si bil tam, ko je križan bil Gospod. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Sestre in bratje, ker smo eno v Jezusu Kristusu, lahko skupaj vzamemo in s tem simbolično pokažemo edinost. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja. To je Kristusova kri za nas prelita. lahko skupaj vzamemo, ker smo eno v Kristusu. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine.
Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči, najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Amen. In kaj sledi zdaj? Utrinek za otroke. Utrinek za otroke, majhne, malo večje in še večje in največje. Velik, večji, največji, dober, boljši, najboljši. Znamo sklanjati oziroma stopnjevati. No, takole, zdaj ste pa vi v otroški cerkvi oziroma mi smo prišli k otrokom na bogoslužje. Pogovarjali se bomo o krstu. Krst, težka beseda, zakrament, še težja beseda. Zakrament je vidno znamenje nevidne Božje milosti. Pri verouku boste še več, ko boste odrasli, o tem slišali. Jaz pa bom slikovito, simbolno in znakovno prikazal, kaj pravzaprav krst pomeni. Najprej 5 stvari bom uporabil. Voda je vedno pri krstu. Vodo pijemo, ko smo žejni. Naša duša, ki je globoko v nas in je ne vidimo, je žejna Boga, ljubezni. Z vodo se tudi umijemo, operemo. Voda čisti. Tako tudi krst očisti naše grehe. Ne kot sam krst, ampak vera v Jezusa Kristusa, ki jo s krstom izrazimo. Zdaj pa kako to deluje, pravijo ljudje. Ja, kaj se pa dogaja, saj se nič ne vidi. Tudi ko smo žejni, se ne vidi, kako to deluje. Ampak vemo, da smo odžejani. Je tako? Potem imamo prstan. Ne vem, če je še v modi. Ta je že zelo star, moj, desetletja. Še se ni znucal. Prstan je znak zaveze. Tudi krst je znak zaveze med nami in Bogom.
Krščenci, ki bodo krščeni danes, bodo stopili v vodo in si odžejali dušo. Potem naredili bodo tudi zavezo. To pomeni, da pripadajo odslej Bogu, cerkvi, bližnjim. Torej, ko vidimo prstan, se lahko spomnimo na krst. Potem pa imam tukaj še nekaj. Dres. Bravo. Dres. Športni dres. Številka koliko je? Ne vidim zdaj. Aha, no takole. Številka 20. Dres športni. Dobro, da sem začel hujšati. V redu. Zdaj se bodo krščenci s krstom pridružili eni največji ekipi. Ekipi kristijanov. In to je danes njihov začetek. Oblečeni bodo v krst, oblečeni bodo v dres in začnejo šport, krščanski šport. In njihov glavni je Jezus Kristus in vsi tečemo za njim. Torej smo oblečeni s krstom v dres. In to tudi lahko označuje krst. Potem bom prosil še tu za pomoč. 4. stvar ali že morda 5. To je znak križa. Jezus je bil križan in tako smo tudi mi s krstom umrli sebi, kot je Kristus bil položen v grob, a je tretji dan vstal od mrtvih. Krščanec je križan, da živi odslej ne samo zase, ampak kot smo slišali v berilu za svoje bližnje. To pomeni, da je umrl za tak način življenja, ki ni ljubeč, in vstane iz vode v novo življenje. In končno zadnje, ko je krst, je v nebesih veliko veselje. Lahko tako naredimo. No, poskusimo. Daj pa dol. Pa gor, tako. Danes je v nebesih veliko veselje. Tako pravi evangelij. Ko se nekdo krsti, spreobrne, je v nebesih veliko veselje. Smo tudi mi veseli? Bravo, super. Potem pa hitro, veroukari v svoje učilnice, mi pa kolekti. Bomo še vedno tako veseli. Tako kot smo slišali, bomo pred Božjo besedo pobrali še kolekto in to bomo naredili z veselo pesmijo, ker smo veseli. Aleluja, aleluja.
Drage sestre, dragi bratje, milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Dovolite mi, da nas vse skupaj na pričetku današnje pridige in razmišljanja povabim k eni zanimivi aktivnosti. Prosila bi vas, da si vzamete trenutek in pomislite na eno asociacijo. Lahko je to beseda, pesem, hrana, vonj, lahko je aktivnost, citat iz Svetega pisma, citat iz katerekoli druge knjige, slika, zgodba ali dogodek iz vašega življenja, ki vas najbolj spominja in najbolj povezuje z vašo družino. Kaj hitro lahko sklenemo in ugotovimo, da so stvari, vtisi, slike, asociacije in zgodbe, ki jih povezujemo z družino, največkrat povezane z iskanjem bližine, topline, povezanosti, pripadnosti, ljubljenosti. Vse to bi naj bila družina. Toda žal marsikdaj nimamo takšne slike o družini. Včasih so naše misli in asociacije povezane tudi z nelagodjem, trpljenjem, zamerami, užaljenostjo v povezavi z družino. Slovenci imamo dva zanimiva pregovora, ki v bistvu o družini in sorodstvu ne govorita ravno v pozitivnem smislu. Prvi je tale: žlahta, raztrgana plahta. Ta pregovor izraža, da se na sorodnike nujno ne moremo vedno zanesti, kajti prepiri v družini so lahko pogosti. Včasih se nam zdi, da so drugi ljudje bolj zanesljivi in nam bolj pripravljeni pomagati kot sorodniki. Drugi pregovor pa pravi takole: dober sosed je več vreden kot vsa žlahta. Torej, pregovor izraža, da so dobri sosedski odnosi zelo pomembni, kajti sosedje so marsikdaj bolj zanesljivi in pripravljeni pomagati kot sorodniki. Zanimivo, kaj ne? Sedaj pa si v mislih seveda ohranjajte vašo asociacijo, ki ste jo dobili, skupaj pa si preberimo svetopisemski odlomek, ki prav tako govori o pomenu družine. Preberimo iz Evangelija po Marku, 3. poglavje od 31. do 35. vrstice, kjer pravi takole. Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo. Odgovoril jim je: kdo je moja mati in kdo so moji bratje? In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega in rekel: glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in neminljivo besedo. Amen. Dragi zbrani, prebrali smo precej nenavadne besede, ki jih Jezus izreče svoji materi, svoji družini. Na nek način se zdi, kot da je Jezus do svoje mame žaljiv. Takoj lahko pomislimo: pa dobro, Jezus, kako se lahko ti, ki si Bog, ki trdiš, da je treba spoštovati mater in očeta, tako obnašaš do svoje lastne mame? Si predstavljate, kako občutljive smo ponavadi mame, ko gre za naše otroke? Kaj neki si je mislila Jezusova mati Marija in njegovi bratje in sestre, ko Jezus pravi: kdo je moja mati in kdo so moji bratje? Morda si je mislila približno tako, kot bi si mi danes. Poglej, kako nehvaležen je. Šolali smo ga, vzdrževali smo ga, vse smo mu nudili, imel je vsega dovolj. Pomagali smo mu, sedeli z njim za šolo, mu plačevali dejavnosti, se odpovedovali vsemu, ga učili, skrbeli za njegovo družbo, da je on lahko imel
Sedaj pa se dela, kot da nas ne pozna. Dela se, kot da ne obstajamo. Tako se vsaj zdi. Toda morda moramo danes pogledati globlji pomen teh Jezusovih besed. Najprej pa poglejmo nekaj kratkih dejstev o Markovem evangeliju. Veste, Markov evangelij je pravzaprav najstarejši evangelij, torej je bil prvi, ki je bil zapisan in na nek način tudi v najbolj izvirni obliki zapisuje Jezusove besede. Marko je bil učenec apostola Petra, zato tudi ne čudi, da je pri svojem pisanju tako zelo neposreden. Celoten Markov evangelij se ukvarja z odnosi, zelo natančno opisuje relacije. Zato tudi ta zapis, ta vinjeta, ta zgodba, torej Jezusova reakcija, se zdi, da je zapisana zelo pristno. Marko svoj evangelij piše poganom, nastal je okoli leta 70. Takrat, ko so prvi kristjani bili že precej podvrženi mučeništvu. Za Marka je značilno še nekaj, da piše v tako imenovani sendvič tehniki. In sicer se zgodi dogodek A, potem Marko vnese dogodek B in potem spet zaključi z razlago dogodka A. Približno isto stvar vidimo tudi v današnjem odlomku. Torej, kje se ta zgodba odvija? Odvija se v Galileji, za katero vemo, da je bila zelo gosto poseljena. Izvemo tudi, da se je to dogajanje najverjetneje dogajalo v mestu Kafarnaum. Ali ste se kdaj spraševali, kakšno hišo je imel Jezus? Kje je Jezus živel, ko je bival na zemlji? Verjetno je imel tudi kakšen dom, ali je bil morda pri materi Mariji do 30. leta v mestu Nazaret. Verjetno ne. Tako pravzaprav vidimo iz konteksta Svetega pisma, da je Jezus najverjetneje živel v mestu Kafarnaum, kjer je verjetno tudi imel svojo hišo. Torej, z drugimi besedami, prebrani odlomek najverjetneje predstavlja Jezusov dom. Jezus naredi zabavo, druženje, fešto bi rekli, povabi prijatelje, kaj dobrega pojedo, se kaj lepega pomenijo in potem seveda gredo tudi domov. Predstavljajmo si to sceno. Jezus ima doma obiske. Potem pa kar naenkrat se nenajavljena, brez vnaprejšnjega vabila na njegovih vratih pojavi njegova mati Marija, poleg pa še vsi njegovi bratje, sestre in kot vidimo iz grškega izvirnika celo bratranci in sestrične. Sklepamo lahko, da je bil Jezus najstarejši izmed otrok, torej izmed otrok Marije in Jožefa, zato se kaj hitro vprašamo, kje se nahaja Jožef, zakaj tudi oče ni prihrumel k sinu domov. Še bolj nenavadno je to, da stojijo na vratih pred hišo in niti ne vstopijo, pač pa Jezusa zgolj dajo poklicati. Kakšen bi bil moj občutek, če bi moji starši prihrumeli na zabavo, ki bi jo pripravljala za svoje prijatelje? Precej nenavaden, sploh če ne bi želeli vstopiti notri. Nadalje se torej sprašujemo, zakaj bi Marija, ki v tedajni družbi, kot vemo, ni bila tako emancipirana, kot je danes, prišla brez svojega moža pred vhod Jezusove hiše. Sklepamo lahko, da Jožef v tem času ni več živel, kajti tudi v svetopisemski narativi zelo jasno vidimo, da je edina slika živega Jožefa v templju, ko Jezus staršem pobegne. Sklepamo lahko tudi, da je obstajala neka starostna razlika med Marijo in Jožefom. Nenazadnje tudi Jezus pri križu reče Janezu naj poskrbi za njegovo mati, kar pomeni, da ima to avtoriteto po judovski kulturi le najstarejši sin za mamo, ki je postala vdova. Sicer bi imela svojega moža. Torej, ko nam nekdo v družini umre, je navadno še toliko bolj pomembno, da družina stopi skupaj, da se druži. Zato je sila nenavadno, da Jezusova mati Marija ni želela vstopiti
k Jezusu domov. Še bolj nenavadno pa je, da Jezus na predlog svojih prijateljev, ki pravijo, glej, tvoja mati, tvoji bratje, tvoje sestre te želijo in so zunaj, odgovori z vprašanjem, kdo je moja mati, kdo so moji bratje. Precej nenavadna izjava. To, da če pogledamo kontekst, potem lahko kaj hitro ugotovimo, da je Jezusova družina, vključno z njegovo mamo in sorojenci, mislila, sedaj pa se pripravite, da je Jezus nor. Poglejte, preden ima Jezus v tem 3. poglavju razpravo s farizeji in pismouki, v 20. in 21. vrstici, in to je tipično za ta tako imenovano tehniko sendvič pisanja, pisec zapiše takole, nato je prišel v hišo, spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili. Nato pa pravi pisec, ko so njegovi to izvedeli, so odšli, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Če pogledamo grški izvirnik, kdo so ti njegovi, potem lahko ugotovimo, da gre za Jezusovo družino, torej za Jezusove najožje sorodnike, ki si očitno s pismouki in farizeji delijo mnenje, da Jezus ni priseben. Grški izvirnik nam torej pravi, da so ti njegovi najožji. Vidite, problem je, da Jezusu celo njegova najožja družina ne verjame. Celo v Kafarnaum so se pripeljali, da bi ga spametovali, pravi grški izvirnik. Grški izvirnik celo pravi, da niso prišli zgolj njegovi bratje in sestre, pač pa celo sorodniki v drugem kolenu. Rekli bi cela horda njih, torej bratranci, sestrične. Si predstavljate ta občutek, ki ga Jezus doživi? Gre za občutek globoke izdaje, razočaranja, ko ti tudi najbližji in najožji obrnejo hrbet. Zato res ne čudi, da nihče izmed njih ni bil nikoli izbran za najožjega Jezusovega sodelavca. Zato tudi ne čudi, da Jezus vpraša, kdo so moji bratje in sestre. Dragi prijatelji, prepričana sem, da smo se že kdaj tako počutili, ko se je proti nam obrnila tudi naša najožja družina, ker smo morda branili neke vrednote, neke vrline, ker smo se odločili, da ne bomo goljufali, da bomo raje odpuščali, ker smo na to ali ono slavje povabili vse družinske člane, ker nismo delali izjem, ker nismo sodelovali pri strankarstvu, pa smo morda doživeli izločitev, izobčenje. Tako nekako se je počutil tudi Jezus. Njegova lastna družina je bila na nekem trenutku prepričana, da ni priseben. S tem pa Jezus vzame to izkušnjo, ki jo doživi in razširi definicijo prave družine. Saj pravi, ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega in rekel, glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati. Ne vem, v kakšni družini smo odraščali, verjamem pa, da marsikdo izmed vas ni imel tako lepega otroštva. Morda so vam govorili, da iz vas nikoli ne bo nič, da ste slabi, da pravzaprav je malo brez veze, da živite. To, da veste, ti občutki nujno niso resnični. Kaj je torej definicija prave družine, prave cerkve? Marko nam skuša prikazati pomembne kontraste. Kot prvo, Jezusova biološka družina, smo prebrali, stoji zunaj hiše, medtem ko njegovi sledilci sedijo znotraj hiše. Gre za simboliko. Tudi mi smo danes, drage sestre, dragi bratje, znotraj hiše. Pa ne v smislu, da se nahajamo znotraj teh zidov, pač pa gre za sliko skupnosti, sliko pripadnosti. Jezusova družina ostaja zunaj varnosti hiše, ki je mimogrede prispodoba za cerkev. Ostanejo zunaj, v mrazu, v temi. Pravzaprav ostajajo v dvomih lastne nesigurnosti, kjer ne občutijo sprejetosti,
ker se ukvarjajo s tem, kako bodo izpadli za druge. Zato tavajo v senci dvoma, zagrenjeni in žalostni, ker so zunaj skupnosti, zunaj občestva. Kot drugo smo prebrali, da Jezusova biološka družina stoji pred vrati, medtem ko njegovi poslušalci sedijo okoli njega. Gre za tipično sliko tedanjega sveta, ko bi učitelj sedel na sredini, učenci pa okoli njega. V svetopisemski narativi gre za sliko ponižnosti, saj je očitno, da se je ta, ki je sede poslušal Kristusa, zmožen ponižati pred drugim. Tudi to je lastnost cerkve. Veste, v cerkvi mora biti dovolj prostora za vsakogar, da lahko sede. Vsak mora najti svoje mesto. Stoji lahko vsak. Pri sedenju pa moramo najti svoje mesto. In očitno so pri Jezusu doma našli svoje mesto prav vsi. Kot tretje, med njimi nastane problem pomanjkanja komunikacije. Jezusova biološka družina pošlje po Jezusa, torej ne želijo z njim sami vzpostaviti dialoga, pač pa pošljejo nekoga tretjega. Veste, v tistem času moramo jih razumeti. Je namreč veljalo, da če kakšen moški član družine naredi kaj, kar je družbeno nesprejemljivo, je to imelo posledice za celotno družino. Zato nikar ne bodimo prehitro obsojajoči do Jezusove mame Marije in njegovih bratov in sester, kajti šlo je pravzaprav za vprašanje časti, ki je bila v tistem času zelo opevana. Morda niso želeli komunicirati z njim, da se ne bi onečastili. Jezus pa odgovarja direktno njim. Ne uporablja več tretjega posrednika, pač pa jim odgovori z vprašanjem, ki je namenjeno njim. Kdo so moji bratje, moje sestre, moja mati? Dragi zbrani, Jezus postavlja s to trditvijo povsem nove standarde. Dejansko opisuje, kdo ali kaj je prava družina. Včasih si je dobro pomagati s pregovori. Pregovori so namreč kolektivne resnice, do katerih so prišli že naši davni predniki in so pogosto celo enake med različnimi ljudmi, narodi, celo jeziki. Prenašajo pa se iz generacije v generacijo. Eden izmed takšnih je pregovor, ki pravi, kri ni voda. Pri čemer ta pregovor izraža, da smo podobni staršem, družini, da smo si blizu drug z drugim. Če pa vzamemo to, kar Jezus pravi v prebranem odlomku, pravzaprav vse obrne na glavo, pri čemer se zdi, kot da Jezus pravi, voda ni kri. Pri čemer lahko kristjani to vodo, kot smo danes že slišali, razumemo kot simbol krsta. Dragi krščanci, dragi vsi, to pomeni, da tudi za vas danes, poleg svoje družine, ki jo imate, velja načelo, da se vključujete v največjo družino na svetu, ki presega krvno sorodstvo, ki je dosti več kot le krvno sorodstvo. Veste, ko je posameznik krščan, postane član krščanske družine. Gre za idejo, da za sabo pustimo starega človeka, da postanemo nova stvaritev. S tem, ko postanemo nova stvaritev, pa dobimo tudi nove družinske člane. Jezus svojih družinskih članov ni zavrnil. Pravzaprav je povsem možno, da njegova primarna biološka družina ravno takrat spozna, da je on Mesija. Če pogledamo naprej narativo evangelijev, potem vidimo, da od tega trenutka dalje pravzaprav ves čas nekje v ozadju hodi Jezusova mati Marija, pa tudi njegovi bratje. Celo pri križu jo najdemo. Kaj se je s tem naučila Jezusova družina? Pravzaprav so se naučili to, kar Jezus pravi, ko zaključi svojo misel. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati. Dragi prijatelji, odnos z Bogom ni pogojen s tem, da si delimo genetiko, priimek, pedigre.
Prav tako odnos z Bogom ni pogojen s tem, kateri cerkvi pripadam. Kaj mi torej piše na moji osebni duhovni izkaznici? Ali sem rimokatolik, evangeličan, pravoslavni kristjan, baptist, binkošnik, adventist, to sploh ni pomembno. Pomembno je, da uresničujem Božjo voljo. Če to naredim, si pridobim naziv Jezusov brat, sestra in mati. Kaj pa je Božja volja? Ali nas Jezus v prebranem odlomku uči, da naj kar gladko malo ignoriramo svojo družino in svoje družinske člane? Zagotovo ne. Saj sam Bog pravi, naj spoštujemo očeta in mater. O čem torej govori Jezus? V bistvu Jezus razširja definicijo družine. Naša družina po Jezusovo torej niso samo tisti, ki jih naravno ljubimo, ki jih imamo naravno radi in bi zanje storili vse. Zagotovo bi od starša pričakovali, da bo dal svoje življenje za svojega otroka. Potem pa se, bodimo iskreni, konča. Premislimo o tem primeru. Predstavljajte si, da se vozite po cesti, pri čemer voznik pred vami naredi grozno in povsem nespametno napako. Kakšna je naša reakcija? Jaz bi se zagotovo razjezila, trobila, morda celo kaj grdega zabrusila, v skrajni sili morda tudi poklicala policijo. Kaj pa bi se zgodilo, če bi ugotovila, da za volanom sedi moj sin? Ali pa morda vaš otrok, zakonec, partner, starš, brat, sestra? Verjetno mu ne bi ravno želeli zaporne kazni, tudi policistov prav gotovo ne bi klicali, ker bi bili dosti bolj usmiljeni in dosti bolj milostljivi, saj gre vendar za našega družinskega člana, kaj ne? Res pa je, da včasih drugih ne moremo ljubiti kot svojo družino, ker nam preprosto niso všeč ali pa so nas preveč prizadeli. Kaj pa takrat? Mogoče si lahko pomagamo s citatom Abrahama Lincolna, ki je nekoč dejal takole. Moram priznati, ni mi všeč ta človek. Očitno ga moram malce bolje spoznati. Včasih potrebujemo več časa, da spoznamo druge, oziroma je zelo koristno, da se držimo pravila, da njihove izjave raje vnaprej jemljemo, kot da gre za dobre predpostavke. Kdo je torej za Jezusa njegova družina? Tisti, ki sedijo z njim, ki investirajo svoj čas, življenje, da se od njega učijo, ga poslušajo, se z njim pogovarjajo. Kaj pa je torej Božja volja? Božja volja je zelo jasna. Da ljubimo Boga in bližnjega z vsem svojim srcem. Božja volja je, da se vsi ljudje odrešijo, da vse, kar slišimo, tudi delamo, prakticiramo, da se pokesamo svojih grehov, da povabimo Kristusa, da živi v naših srcih, da ljubimo bližnje. Kdo je torej moja mati, sestra in brat? Bodimo hvaležni za svoje primarne biološke družine, vendar nas postavljam pred izziv, da danes malce razširimo svojo definicijo razumevanja družine. Kdo je namreč za Jezusa njegov bližnji? Kdo sedi na fešti, na zabavi v njegovi hiši? Tujci, Samarjani, izobčenci, ranjenci, ljudje z neizrečenimi željami, pohabljenci, slepi, obsedeni, bolniki, gobavci, človek s suho roko, pobiralci davkov, ribiči, zelo izobraženi in tisti, ki sploh niso izobraženi, razbojniki, celo farizeji, torej vsi mi, grešniki. Dragi prijatelji, ozrimo se naokoli. Pripadamo največji družini na tem svetu, ki govori isti jezik, to je jezik ljubezni. Tudi če se med seboj ne poznamo, je moj brat tudi nekdo, ki živi v ZDA, v Nigeriji, v Indiji, kajti vsi smo vključeni v to veliko Božjo družino. Dragi krščanci, tudi vi se danes vključujete v to družino in postajate Jezusovi bratje in sestre, s tem pa tudi moji. Znani pastor in avtor številnih knjig Rick Warren je v svoji knjigi Življenje z namenom zapisal,
da je najboljši način, kako lahko sodobni človek v 3. tisočletju, v katerem vlada sebičnost, ponos, poželenje in zasedenost, izkaže ljubezen do drugega ta, da žrtvuje svoj čas. Kajti čas je edina stvar, ki je nikoli ne moremo vrniti ali dobiti nazaj. Kristjani smo torej bratje in sestre, saj smo vključeni v največjo družino na svetu. Med sabo si pomagamo, se podpiramo, se ljubimo in spoštujemo. In vse tisto, da iz nas nikoli ne bo nič, puščamo ob strani, kajti drug za drugega molimo, drug drugemu odpuščamo, se ščitimo in skupaj rastemo. Zaključujem. Na začetku sem nas vse povabila, da pomislimo na eno asociacijo, besedo, sliko, misel, citat, ki jo lahko povežemo s svojo družino, svojo biološko, primarno družino. Ali lahko to isto sliko in metaforo uporabimo tudi za nebeško družino, ki ji pripadamo? Naj bo zaključek moje današnje pridige zelo praktičen. Postavljam nas pred izziv. Poiščimo si v tem tednu vsaj eno osebo, vsaj enega brata ali sestro, ki ga kontaktirajmo. Bodimo kreativni, vključimo desno polovico svojih možganov. Preživimo z njim ali z njo vsaj nekaj časa, lahko v molitvi, lahko na pijači, lahko se udeležimo skupaj neke aktivnosti, lahko si pomagamo pri gradnji hiše, čuvanju otrok, kuhanju kosila, kakorkoli že. Razširimo svoje obzorja. Dragi prijatelji, družimo se, ustvarjajmo zdrave odnose. Jezus namreč pravi, glejte, torej mi vsi, so moja mati in moji bratje. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati. Zato bodimo ponosni, ker imamo drug drugega. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Oče, hvala, ker je v tvoji hiši veliko bivališč. Hvala, ker si nas postavil v največjo družino. Hvala, ker nismo sami, ker imamo drug drugega in ker nas ti povezuješ svojo neizmerno ljubeznijo. Ojačaj naše vezi, blagoslovi naše prijateljstvo in tovarištvo in nas združi, da bo svet spoznal, da smo tvoji otroci. Amen. In današnje bogoslužje zaključujemo s pesmijo, ki govori ravno o tem. Oče, združi nas.
Sprejmimo še Božji duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.